Bo pa letošnja pomlad v ljubljanskem živalskem vrtu še bolj živahna kot prejšnje. Svet bo namreč začel odkrivati nov član družine šimpanzov, ki so ga poimenovali Togo. Za zdaj ga še skrbno pazijo, a prav kmalu bo z opičjimi norčijami zabaval tudi obiskovalce. Janez Usenik. Leto 2026 je naš živalski vrt pozdravil bogatejši, kot je bil. V začetku januarja smo dobili naraščaj, dobili smo fanta Toga, ki vas takole pozdravlja. Da so to novico svetom delili šele zdaj, je rezultat previdnosti, kajti mama in novorojenec potrebujeta mir. Vsak mladič šimpanza dejansko prinaša veliko veselje v živalski vrt, za veterinarja pa precej dodatne izzive. Šimpanzi so kot naši bližnji sorodniki zelo občutljivi tudi na razne človeške bolezni, od viroz, prehladov in tako naprej. In to, kar je za nas navaden prehlad, bi bilo za šimpanze lahko usodna bolezen. Žival ne pokažemo tako javnosti, ker hočemo, da se najprej to obdobje, poporodno obdobje, konča, da vemo, da je z materjo vse v redu, da se tudi kontakt z mladičem dobro vzpostavi in tudi, da cela družina šimpanzov tega mladiča lepo sprejme. Ne bodite razočarani, če malega Toga trenutno še ne boste videli v veliki ogradi v živalskem vrtu. Mamica Neža ima možnost, da se umakne pred ljudmi in drugimi šimpanzi in sama bo izbrala, kdaj bo Toga pokazala vsem. Prosimo tudi obiskovalce, da ko so v stiku s šimpanzi, imajo nek spoštljiv odnos do njih, se pravi, da upoštevajo te varnostne ograje, tudi če so bolani, mogoče večkrat stran stopijo kakšen korak. No, ljubki Togo pa človeštvu trka na srce. Ime je namreč dobil po afriški državi, v kateri pa so šimpanzi v naravi že izumrli. Najbolj jih ogroža poljedelstvo, ki jim krade naravni prostor. In prav Togo in drugi šimpanzi v živalskih vrtovih so varovalka, da ta naš sorodnik ne bo izginil s planeta.